Janez je rasel in njegov duh se je krepil. Šel je v divjino onstran Jordana in tam živel zelo preprosto. Nosil je oblačila iz kamelje dlake in usnjen pas okoli ledi. Hranil se je s kobilicami in medom divjih čebel. Janez je bil človek, ki ga je že pred 600 leti napovedal prerok Izaija. Imenoval ga je glas vpijočega v puščavi, ki bo pripravil ljudi na prihod odrešenika. Hodil je po vsej jordanski pokrajini in klical ljudi, naj se poboljšajo. Spreobrnite se, kajti Božje kraljestvo je blizu. Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jeruzalema in vse Judeje. Ostro je grajal tiste, ki so se na zunaj delali pravične in poštene, v srcu pa bili hudobni. Gadja zalega, ne domišljajte si, da vas bo rešilo to, da ste Abrahamovi potomci. Obrodite vendar sad pokore, vreden spreobrnenja. Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj. Množice pa so ga spraševale, kaj naj torej storimo? Odgovarjal jim je, kdor ima 2 suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori enako. Tudi cestninarji so se prišli krstiti in so mu rekli, učitelj, kaj naj storimo? Odvrnil jim je, ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano. Spraševali so ga tudi vojaki, in mi, kaj naj storimo? Rekel jim je, ne bodite do nikogar nasilni in nikogar ne trpinčite, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo. Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija, je Janez vsem govoril. Jaz vas krščujem z vodo za spreobrnenje, toda on, ki prihaja za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi odvezal jermen na njegovih sandalah. On vas bo krstil v svetem duhu in ognju. Vevnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem. Tako je Janez še z mnogimi drugimi opomini oznanjal ljudem dobro novico. Nekega dne pa se je v vrsto grešnikov, ki so čakali na krst spreobrnenja, postavil tudi Jezus. Ko je prišel na vrsto, ga je Janez takoj prepoznal. Hotel ga je odvrniti od tega in rekel, jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Jezus je odgovoril in mu rekel, pusti, zakaj spodobi se nama, da izpolniva vso postavo. Tedaj ga je Janez krstil. Ko je Jezus stopil iz vode, pa se odprlo nebesa. Videl je Božjega duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel, ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Naslednji dan je Janez spet stal tam in še 2 izmed njegovih učencev. Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel, glejte, jagnje Božje. Učenca sta slišala, kar je rekel, in odšla za Jezusom. Jezus pa se je obrnil in ko je videl, da gresta za njima, jima je dejal, kaj iščeta? Rekla sta mu, rabi, kar v prevodu pomeni učitelj, kje stanuješ? Rekel jima je, pridita in bosta videla.
Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. Bilo je okrog 10. ure.